Snema? Snema. Dragi kolesarji in drage kolesarke, dobrodošli v majski izdaji Zasliševalnic in današnji gost je Hudka Popar. Je večkratni državni prvak v spustu, evropski prvak v spustu, zmagal je več dirk evropskega pokala nasploh. Dvakrat se je pripeljal med prvo deseterico svetovnega pokala in imel je tudi nekega leta številko 8 na UCI lestvici. Drage dame in gospodje, z mano je Jure Žabjek! Inspiracije ne zmanjka, ne doživim zaostanka. Med dobrim in slabim danes linija je tanka. Ne dvignem se iz šanka, ki je iz groba ikebana. Pogrezam se v tekst, puča polna so katana. Pisalo je katana, mesto je Ljubljana. Publika je izbrana, ikona sem nezlagana. Za dušo to je hrana, lahko spifam tudi vegana. Sem kapljica terana za obupanega meščana. Jure, dobrodošel spet v Zasliševalnici. Za vse tiste, ki ne veste, Jure je bil gost prve Zasliševalnice in danes ponoviva, ker takrat sva šla malo bolj na hiter v provode, pa še nisem vedel sploh, kaj delam, še zdaj ne vem. Ampak danes ga bomo pa spoznali v drobovje. Jure, živjo. Pozdravljeni vsi skupaj. A si kaj živčen danes? Nisem se več nekaj kar bavil, tako da mislim, da bo dosti. To bo freestyler. Tako nekako. Odlično. Lej, od takrat, ko sva nazadnje imela to, se je kar nekaj že zgodilo. Tako da najprej imam jaz ponovati neka kratka vprašanja, blesava do fundamenta, ampak glej, vse to, da te spoznamo na hiter, pa gremo v drobovje. Si za? Sem za. Jure Žabjek, povej ti, mojim in tvojim fanom, kdo si, koliko si ste, od kje prihajaš? Sem Jure Žabjek, prihajam iz Ljubljane, iz Rudnika. Zdaj pod Golovcem, verjetno si poznate, ki so proge, se pravi Direct to Spot. To je natančna lokacija. Star sem 29 bom letos. 28. Kaj poslušaš? Poslušam. To nikoli nisem, to sem jaz skozi nekaj spraševal, pa sploh nisem kaj bi odgovoril, pa še zdaj tudi ne vem, kaj bi odgovoril, tako da kar je, ne vem. Kar je na radiju. Tudi. Ampak zihar je pa ena muska, ki pa ne preneseš. To pa je, ja. Živžga tako. Ajmo, Jure, ideka! Ne povej, tvoja najljubša hrana. Najljubša hrana. To so te osnovne vprašanja. Tako. Najljubša hrana. Povej. Pica, preprost človek, vse tudi jaz sem, bravo. Vsake to pecajte malo zapaš. Vse to. Če ti na račun kapne milijon evrčkov, kako bi jih ti zdaj razporedil? Ne vem, siguren svoja ekipa. Ne vem. Bi šel v ekipo? Pa, ko sem zdaj malo razmišljal, ko sem zaključil, da bi kakšno dirko mogoče odpeljal, ko je bila res. Ko vem, da bi bil dobro svetovno kopalo, pa bi rekel, zdaj pa gremo kaj čisto brez prešerja, kupimo si bajk, gremo kaj en kombi, pa je to, tako da mogoče res kaj časnega naredil. Svaka čast. Kakšen levo mi je vedno ležal, se razmišljal, mogoče se zdaj dobro, da povedam, bomo nikogo. Mogoče bomo pa odprli GoFundMe, pa ti bomo zrihtali to. Ok, da mi pa povej, takole nasploh odraštaš še življenje, česa res ne prenešeš? Ta je pa kar težka, to sploh nisem razmišljal več. Kaj te dvigne pokrov? Svi zafrtni ljudje, mogoče kaj tazga, ne vem. To je dobro odgovor. Če bi lahko bil žival, katera žival bi bil? Ne vem, na bajke mi fajn biti v zraku, tako da mogoče kakšna živalka, recimo ptič, kaj tazga. Mogočen od. Imaš tudi razpon rok velik. Kaj tazga. Ok, odlično. S kratkimi vprašanji smo zaključili, zdaj gremo pa na resno tematiko, da Jureta res poznamo tako, kaj je. Jure, povej mi, če greva čisto neka zgodna leta, kako se sploh najde mountainbike? Je najprej to starejši brat pri nas začel, pa je pa tudi v bistvu sošolc osnovne šole. Ama ta brat ime? Primož je bil prvi. Pa se sigurno ne, se zgleduješ po starejših bratih, pa tudi sošolci v osnovne šole, tudi malo bolj začel, še prve dirke je vodil slovensko pokalo, pa sem šla na eno dirko v Kranjsko goro. To je bila moja prva dirka. Katerega leta? To je bilo moje 2009 je bilo to. Ok, ampak definitivno nisi šel najprej, ko si začel furati kar na dirko. Ne, mi smo tle dejansko prej, po moje kak let pa pol sigurno se furil.
dejansko smo res na Golovcu, smo že takrat začeli kopati. Cirka 2,7? 2,6? 2,8, moj kitazga, no. Ok. 2,7, ja, 2,8. Tako da, moja takrat enkrat me je malo bolj oren to parjel, pač res smo bili cele dneve tle na Golovcu. Pred šolo smo se kdaj, čez veseli, smo lahko šli po šoli, tako da proge smo začeli kopati, ja, pa je takrat se to vse začelo na Golovcu. Zdaj, takrat je bilo vse tako bolj za nas. Dejansko takrat je bilo tudi dosti manj populacije, kaj je to bilo zina. Pa sta pa šla ja, na ono dirko, on je že prej vodil, sem šel pol z njim v Kranjsko, itak pritisnite tale, prišnem slovenski pokal, itak je treba džakuzi skočiti, jacuzzi vsi poznajo, itak sva oba zapela na polno. Ta prvi dirki, ki si prišel, si šel džakuzi skočiti. Ja, tako. Tu si bil res mehen škorc, kako se te spomnim. Kjer bajk si bil takrat? Big Hita. Big Hita. A si ga sploh lahko na sedežnico dal? To pa sem mogoče, moje smo že zmogli se. Kranjski niso bili prav veliko prijazni, da bi ti pomagali. To je res. Tako da si se mogel znajti, ker če ne ni zgor prišel, po moje. Še ni bil pa tvoj prvo kolo? Ja, to je to v bistvu, no. Neki smo imeli take all mountain bike, to pač, da je bil full suspension, to je bil bolj tak XC bike, no ja, to smo tak skakali po Golovcu z njim, vsak hit sem ugotovil, da je treba malo bolj orak. To pa v bistvu ta Big Hit, in tako se je skazalo, da pač, da Vinca ni delala že od mnogo bajta, takrat me Soči prezvodil na Kitajsko, dejansko, jaz sem en let, pač jaz sem dopol, ko sem prodajal kolo, sem ga dal, mi je ta Koreninc mi je rekel, da je to nadela tudi na garanci, se pač bom poservisiral na Vinca nazaj, takrat, ko sem ga začel pač prodajati, ja. Tako dejansko sem hodil za ničeva Vinca skozi. Sploh ni nič delal. Hodil, ko ne veš. Ja, se mi roke utrdile, tako da je cool. Roke so se utrdile. Tako da ja, na prvi dirki, ja, so oba jacuzzi jump zapela na polno. Vem, da je pa oči prišel gor, da je, ne vem, 56 špic. Smo celo obroč po celi dolini gor iskali, pa ga ni bilo zadobiti, tako da cela panika. Tako da ja, pa sem fur itak, sem tak pritisk, da sem šel prvo drevo v polofinalu. Prvo drevo v finalu? Živčki so delali? Ja, itak nisem vedel, kaj je to kvalija, moraš zdaj v kvalih na polno, ko ima tak ime kvalifikacije, moraš tudi na polno, da boš sploh prišel v finalu, jaz nisem nič vedel, kaj se to dogaja. Ti sam vozil? Pač meni to kvalifikacije, to meni pomeni, lej, to je že zares, to pač, prideš naprej, pa ne, jaz nisem vedel, kaj to. Vem, vse sem isti, zelo podobna zgodba. Zdaj pa povej, ko si rekel omenil fotra pa to, kakšna je bila pa podpora familije, se pravi, začetka, ko ste omenili sploh bike, takrat to sploh ni bilo nekaj popularno, noben se ni nekaj res navozil, kako so to gledali? Pri nas je bil vedno tak support, pač, sigurno nekaj si imel pa šparan, kupil si bike, niste pa nikoli kupiti bike, furate po dirkah, pač čas. Smo rekli, gremo na dirke, sem dala opcijo, lej, avto doma imamo, mi boš te zrane izgledal, te lahko spal, to je to, niso nas zdaj, ne vem, pušali cele dneve, da je odmagati, furi, nove gume si, da je nove gume nabavljati, pač to smo si mogli se sami zrihtati. Kakor so zdaj moderne familije, a ne? Tako ja, pač, ja. Ok, se pravi, takrat 2009 je bila že prva dirka zate, kako pa? Po prva dirka, pa je takrat, mislim, da Glih Bajda je rekel, da bo ustanovil Šedelaj. Takrat je v momentu, ko pač se pa slišal, da se povabil, če se to dojde. Pa smo se z bratike odčlanali. In pač ja, to je bilo nekaj, takrat je bilo kar nekaj teh slovenskih dirk, smo hodili, pa dejansko tako je bilo 10 dirk na leto je bilo kar na teh slovenskih. Ja, se je bilo, se je dogajalo se. Pa 200 folka, to se je kar dogajalo, ne. In ja, pa ta Šedelaj, pa ja, mene 2 let sem bil not, pa čas rajc in ja, pa tako naprej. Se takrat je v bistvu zgodba Life-a kar malo usahnila že pred konc, ne? Ali si ti že šel iz Life-a? Ne, jaz sem šel že prej, pa je Tine, ja, pač videl men, pa v Anžetu pa potencial, sigurno mi jaz sem tudi želela pač na XS, na evropske in pač ja, nekako je, pač oni so hodili, da sigurno lažje, z enimi se priključaš, ko me organizira, ko pa nekaj se samo organizirati, ne, sploh nimaš izpita, nimaš nič, ne. Zdaj sva kje na časovnici, se pravi. Rajt je prišel, daj. To mene 2012 po mojem, kitazga. 2012, ja. 2012 si pol ti že začel voziti. Tudi pa hodili te AXS-e po Evropi, pa ne vse, ko so bili delati, to ne vem, 3 AXS-e, recimo pa slovenske pokale. Že to je bilo kar veliko tega, slovenskih je bilo dost, AXS-e pa smo furali. Ja, pol nekako 2013 je bil pač prvič, da je bila ta junior kategorija, na svetovnih pokalih.
tako da je pol Tina Grega se je povabila pač v Junior Tools Team. In pač ja, takrat sem pošel na te prve svetovne pokale, pač te bolj po Evropi, ne. Lih takrat, ja, in to je to. Ej, zdaj pa tako, bili ste 3 bratje. Še zmeri ste 3 bratje. Ampak, a je bila kdaj med vami pol to neko rivalstvo, pa kaj tebi mogoče malo bolj rata ta preboj, ker že se je zelo hitro pelil. Če se jaz predstavljam, bil že hiter kot pes. To je ta sreden brat? Ja, že sreden, ja. A je bilo kdaj pol vmes, ko pa pol tebe povabijo naprej v Junior? Vse bil že tudi? Že je bil tudi, ja. On je šel pol takrat pač ja, on je imel malo, glih takrat pol malo na sreče s poškodom, da se je gležen zlomil malo roke, to in pol ja, avtomatsko pač skrbiš pol sezone, ne. Tako da ni bilo pa nikoli, da pa že bi bila fušija med nami, da je mu je ratal, kako mu ne. Pač Primož je takrat pol že malo, ne vem, bolj nehal to tekmovat. Sem jaz že tam, že šel pa malo bolj v enduro, ker se je takrat veliko razsvet endura, se je malo začel, poforke zdi, kaj je šlo. Ja, zjebali so slovensko To je, zdaj gre pa nazaj. Tako. Ne, ja, pač pa šel on ta enduro, se hodili z routerja še takrat okoli, jaz pa dekan. In zdaj, če jaz, ko sem nekaj časa že kle, sem nekako spremljal, najprej je bil rutar, pol je rutar, pandur, pol si pa ti z mačeto ob glavu našega hitrega pandurja, ki pač vsak mu enkrat krov napade, jebi ga, in zdaj si ti prišel pol kar na vrsto. Jaz se tebe spomnim že, da me poprav, ne vem kjerega leta točno, ampak na Javorniku si kot mladinc že scat pelil z najhitrejšim cajtom, tudi pa takrat pandurja, ki je bil državen prvak, če se prav spomnim. Celo kaj, 2012. Ja, nisem mislil, da bom tako dobro vozil, ampak bolj sem šel tehnične dele bolj počas, ker je bilo pa pogajanje, sem šel pa kakor sem lahko. Prehitel si tudi fante, ki se uvrščajo v finale svetovnega pokala in zdaj se greš tudi poskusiti na svetovni pokal v Val d'Isère. Nisem še tako nikoli vozil svetovnega pokala, ampak bom probal. Ne vem kako je, bom probal čim boljš odpeljati, pa prijeti tudi uvrstiti se v finale. Brez kakšnega bremena in velike pričakovanj, pač gas, kot znaš, ne? Bolj počas bom probal, čim bolj sam moram počas, ker so pa še počitnice v Franciji. 2012. Moj je najprvi tak menik po rezultatih. Ja, bil sem prvi let junior, Prvi let junior. Bil še Cimperman, ki je vedno en let pred mano, ne. Ja. Cimperan jaz in ja, je to takrat pač, ne vem, tak, da so in... Mi smo se sam spogledali, čakaj, kaj? Ne, bilo pa nič, jaz, ko sem dan prišel, sem samo v dres gledal še en teden, pa je to prost dej. In pač ja, takrat je bila prvi tak za rezultat, kako mogoče zdaj se sploh mogoče nobenemu, ne vem, ne bi si mislil, da to meni kaj pomeni, pa bomo, ne, da bi pomislil, da ti državam prvak to spomeni, ampak ja, to je bil ter tak menik, ne. No in tam si je pa videl, okej, ta tam malo. Mislim, jaz, gled, tako ti si se pelil že tudi takrat, še da Wi-Fi, bilo možno, da smo orange. Ja. In da orange? Ropotalje, ampak ti si pelil, v bistvu je malo bike pelil tebe, ti si ga sam malo usmeril. Ampak že takrat si bil zelo hiter, čeprav si bil majhen, pa se je pa to sam še stopali, in je bilo v bistvu nek kratek obdobje, ki si ti neverjetno napredoval. Je bil tam pol, ja, bil takrat, ko sem državam prvak ratov, pa ja, tam naprej. Ej, sam si pa že vedel, da si hiter, ker si kaj, naprimer za treningom si sledil komu, Pandurju, kdo je bil ta tvoj, ki te je vlekel? Pandor je bil vedno hitrejši na trening, takrat vedno, pač je on na trening je rekel, dobro šel, pa ja, ne vem, gledaj, pa štoprcem šla je malo drugače šlo, sam ja na trening, on vedno letel, vse po liniji, k mene pa so tremetavali, on je še vedno, pa še po tirih lepo, jaz nisem pač toliko feelinga še, pa pač nisem bil toliko zelo obvladati bajku, pa nastavitev, to itak ni bilo pri meni, nekaj si probal, no, pa videti. Dela. Pušča ule, ne? Smo sakirali. Ja. To je to, ja. Ej, in potem, zdaj, če greva pol koliko naprej, se pravi, pa je bil Junior Tools Team, si rekel. Pol je 2013 Junior Tools Team, Rory je bil not, Tanja je takrat še pač, ja, tudi Junior je prišla, Pandor, Ruter je šel enduro, Anže je bil še tale Igležina je bila, kaj že, še ena Igležina. Bom se tek spal. Jazz, jazz. Moj. Da. Pa je to, ja, pač problem, ki je bilo vedno dosti svetovnih pokalov po celem svetu takrat, še Avstralija, vem, da je bila Amerika in pač ja, kot
junior, jaz sem pač furo, vem, da ene 3 dirke, ne. Pač že to, da se izkušnja doba, ne. Tako da, ja, moraš čim več teh dirk dati, da ste pol enkrat sploh pač vsi v tem procesu. Kaj ti je bilo najtežje? Naprimer, jaz, pa to je dobra debata zdaj, da mi ti poveš. Jaz, potem, ko sem bil na svetovnih pokalih, nikoli nisem mogel skužiti. Ok, prvo kot prvo je zajeb že, če ti guma počme treningi, malo je cajta za trening, sploh če nisi top 30, ne. Pa takrat, ko je bilo še toliko več tekmovalcev, se je proga spremenila iz runde v rundo. Pa se nikoli nisem mogel navaditi, da res, kako si ti to usvojil? Kako si ti na to gledal? Ma, kaj povem, to da se spremenilo, ja, se je, pač moraš malo predvidevati, pa ja, nisem se dosti sekiral, to je bilo pač po moje, če so zdaj prišli tam ful zasekiran, kakšna revno svetovno pokalo, pa po moje se pogora, ne. Jaz se takrat nisem prav veliko sekiral, jaz sem čisto vesel, da sem furil bajk, da sem pač ga dobil na uporabo, me je bilo to res tako, pač furaš bajk, to je to. Potuješ po svetu? Potuješ po svetu, to je to pač, malo brez pritiska in že to. No, in to so te pozitivne lastnosti, da pa če greva, se pravi, so negativne lastnosti, če se ta zve, pa kaj? Ja, športa našega. Ja. Šta poškodba, tek se nekaj nabere, ne. Pač tudi moraš vedeti, vsaka poškodba, ki je, ti kar nekaj cajta vzame. Kako pa mentalno pol se soočaš s tem? Mentalno se mi zdi, na začetku sem pač to, ne vem, jaz sem takrat še, imaš pred državnim prvenstvom in takrat, ko sem zmagal, ko sem pač dol dobil poškurat, to ni bilo neke panike. Sam ja, pol, kakšne postitev sem hit, kaj drugega pa kar traja. Ti skleti, ko so Skleti, nožinci, vse živo. No, da se bo še nekako prišla do tega, ampak ok, zdaj si ti nekako Unior Tools team, imaš, ti si bil tam že koliko, ti si bil skoraj 10 let v Unior. 2013 sem začel, pa Ja. zdaj 2004, No. 2023. 10 let stari, dirkanje na najvišjem nivoju. Vmes se je zamenjalo kar nekaj dobrih imen, če tako pogledaš. Ja. Si imel kdaj pressure, ker si vedel, da prije Rory Cunningham, ki je bil na primer mladinski svetovni prvak, pa ki je bil Harry Heat noter, pa ki je bil, ne vem, koga ste še imeli, Dakoto. A je bil ta pressure, da moraš pa zdaj ti slediti tem, ali ti je bilo challenge, da bom pa jaz njemu sledil in bom povlekel naprej? Skozi so bili pač oni baluni, zvezda ekipa, ne, ki so pač tudi dosti več imeli od tega in jaz sem pač tam dosti pač zraven, ne, in pač nisem od tega pritiska nikoli, vsaj na začetku ga res ne smeš imeti, nikoli nisem od tega pritiska od Grega in ta mehanikov, da mora kaj narediti, ne. Oni so pač, jaz sem pač tam šel zraven in tako in to je to, ne. Oni so pa sigurno, če si po eni ekipi ti, ne vem, kot najboljši voznik, ne, pa vsi nekaj pričakujejo od tebe, ne. To na začetku je bilo pri meni cool tam v ekipi, pač jaz sem še kaj na dirke furil brez pritiska, ne. Če pa ena ekipa pač, ne vem, 10 ljudi za sabo, imaš pa ti pritisk, ne. Vsak nekaj... Si ga čutil tudi ti potem? Ja, pol zadnja leta sem ga tudi jaz sigurno imel, ne. Na začetku pač, da pa res nisem rabil, pa tega ni bilo, ne. Tudi da to še pride, ampak zdaj pa greva najprej žeti to tvojo slavo na sceni. Se pravi, kdaj si postal evropski prvak? To je bilo 2015, Poljska, Visla. Dober To je spomin. bilo, ja, to je pač še en tak menik, prej on državni prvak, ne. Tako, dosti od teh Pekolov, Lukašik, Vezetor, on je bil tam tudi lokalca, ne, on je pač tam na Poljskem prvi evropski prvenstvo, to je imel v nulo naštudiran. Dosti je bilo takih imen, ki jih prej nikoli nisem sprehtel. Pač tako sem rekel, jaz sem pod njimi, pač oni so top 3, jaz sem pač tam, če mi rate, in pač tam sem je res. Taka proga po moje, ki mi je ležala, pa res sem odfuril in pač ja, tam še publike je bilo ful, tam pač res nora, ful 30 dobo. Dober spomin. Ja. Ok, zmagal si se pravi evropski pokal skupno? Kjerga leta? 2017 je po moje ta let, ko sem hvaljam vse. Tem se pač prvi, 2017 pa ja, bi lahko rekel, tudi se pa res vse, pač kar vse se odpara. A je to najboljši tvoj let? Pač tako najboljši v spominu, no, bi lahko rekel. Pač ne rezultatsko, ampak ja, najboljših spominov. Vse Lepo. skupaj. Se lepo spomnim Pač. take momente, a ne? Tako, pač res smo furali vse, vsak vikend je bila dirka nekaj, evropske sem vse furil, slovenske vse, svetovne vse, posod mi došlo, pač takrat sem res na svetovnem pač kar furil sem na top 20, to še zabil drevo, pa še dol kar top 20 in ni bilo jasno. To je noro, a ne? In ja, to je leti bil res tako in ni bilo nič jasno. In pol- Dobili smo bajke, ne vem, jaz takrat teh treh glih menil, starega sešna z neki novim, a bolj top je bil.
ko smo ga sred sezone dobili, jaz sem šel glih Levganka, ja, pred Levganka smo ga dobili, ja, ko se stavimo, gremo dirkat Levganka, ne. Pač če sem z motorjem se pristavil, gremo, pač malo z Matismi izmenjali med treningom in tam sem pač podmih najboljši, top 12. Top 12. Med grukom sem bil tako v hot seatu, pred njim tako že ene pol ure v hot seatu, jaz sem grem malo že z hot seata ven, ko je že dosti. Kak je feeling v bistvu, ko veš, da si pa tam? Ja, tam v hot seatu takrat je bilo krno, tako pač, ko imaš res taka imena dol pahajo, pa se za tabo, da je tako res pa dober občutek. Da smo vidiš, to ti kar malo zavidam. To sem si jaz vedno želel, ko nisem do tega prišel, tako da tak respekt, noro, veš, to je za doživeti. In pol si se pa dvakrat pripeljal med prvih 10. Pa sem jo pa ja, malo sem jo smolil s poškodom, ampak ja, tam se še kar dobro, pač to, pač sem handlil, pač tam se je pol top 10 Levgang, pa Lenzerheide, vse je top 10. In zdaj, če opisujeva te proge, se pravi, kakšne proge so te res ležale v bistvu? Tale Levgang sem se vedno odrezal in ni zadnja leta, ko je bil ta tehničen del in takrat, ko je bila pač šunata stara, tako da je sama avtocesta in sam to grenine. Pol pa Lenzerheide tudi, pa vse realno posodno, mogoče kakšen Ford Wheeler mi nikoli ni šel. Sploh Ford Wheeler je tak specifičen, da so vsi že od začetka svetovnega pokala, tam je res več, ko poznaš progo lažji, ki je. Vsak ovink je isti, tam se nič ne spreminja. Vsak let nastoji pesek, malo skale spremenijo in to je to pač. In ti imaš res, je pa problem tam, ker to si sred travenga pa špura in ne moreš se ti vedeti, kje je kakšna skala v prišla, ker vse je isto. Pač to, če sem mešal one ovinke, da se težko zapomnil. Ona je res zelo težko zapomniti. Pa cena odprta, posod so ene skale, vse isto, nobenih dreves opora, da videl, zdaj greš, pač vse isto, res. Pa še piha, kdaj ne vrti, vse odprto? Tam, ja, tam piha, to da, ne vem, kaj let ve, da se skoraj s proge zlete. A res? Ja. Ok, če bi pa zdaj mogel izbirati najljubša proga izmed vseh, ki jih je bilo? Ja, po moje kar tale Levgang, pač, tudi to slovenskih je bilo vedno podporo, a pa tudi Maribor, ja, Maribor tudi to bil smer, ja. Moje Maribor, Levgang, pa za furat mogoče, da bi meni ležala najbolje Levgang, kaž kar se tiše vzdušja, bi se pa Maribor. Odlično. Zdaj pa tako. Bil si se prav res bliz, prva 10. Kaj po tvoje loč zdaj tisto stopnico več, da priješ pa v top 5 ali pa mogoče zmagaš svetovno? A si kdaj v bistvu vizualiziral, da bi lahko pa zmagal? Kakšen let, eno sva, ko sva zdaj ko je bilo ona korona v Maribor, tako se vsi pač pil v glavi, da bova bila gor. Tam ja, pač greš pol, takrat sem Ferry bil zraven, Korenčak ima je vedno dober za podpore, je rekel, skozi se med top 20 furate, zdaj pejte na polno pa zmage, pa so šli pač na polno. Takrat je bilo korona leta in so bili dejansko 2 finala, v bistvu enemu tednu 2 dirke. Se pač, pa v Mariboru pač zdaj, eno dirko se je bilo spet 20, in pač Ferry je rekel, skozi ta 20, to vse je v redu, vse je super, vse je tam 15, top 15 prepol. Pa so šla pač za ono dirko oba na polno, ampak ja, pač ni rata, ampak ja, mož dejansko, tako zdaj zadnja leta, to je sam še 120 posta od Mašeče počasovanja. Prej se mi je tam 17 let, ko sem govoril, tam pač ja, Gvin je 5 sekund zmagal, pa taki, pa so bili pa zdaj pa to na stotinku vse. Če gledaš zdaj Ford William na stotinke, da se gre 5 minut na proga, 4 minute. Na stotinko. Pa, ker ni to smučišče, smučenje, ker vsak ovink spegla na nulo, pa to. Ja. To je meni še res zdaj fenomenalno, kak je res pisem. Dobro. Ampak kje bi pa rekel, naprimer v furanju, kje ti je še manjkal pol do, ali to res sam, da se ti moraš še poklopati? Mora se ti poklopati, pa ja, čim več testiranja bajkov, priprav čim več, fizično, pa še vse dejansko. Pri tem športu res toliko vsega tega, da dejansko razmišljaš, če je kakšen šport to, tam je kar v bistvu res kombinacija pač v glavi, da imaš pošlihtan fizično, kolo, ekipa, toliko enih faktorov v tem športu se mi zdi, da se ti mora poglapa, da res ti rata. A ti je drugače šlo kaj na jetra, naprimer pri bajku nastavljati? Kaj, naprimer vzmetenje, toliko različnih vzmeti, toliko različnih pritiskov, gum, to. Kaj ti je bilo najbolj bedno testirati, ali si pač sprejel vse, kar je? Načeloma
Na začetku nisem jaz nikoli, ne. Pa mogoče me tudi malo zadnja leta pol tepala, ne. Da nisem toliko vedel, kaj kakšna sprememba naredi in sem se pa šele takrat, ne vem, sem pa že res v ekipi, ko bi pa mogel to že malo poznati, pa nisem imel še pojma, sem takrat šele to malo, kaj kot klik pomemba to, ne. Tako da če bi to prej, kako se prej pesmeje, čisto vse, kaj je bilo, pač ja, moraš to že malo poznati tudi prej, ne. Da pol veš, ko priješ v eno ekipo, da že malo se spoznaš tako. Tako da to po moje sem jaz malo prepozno začel sam, ja. A bi rekel, Noben v Sloveniji tega ni nikoli delal, moraš mi to res od ene pač zraven, da ti lahko pomaga. a pa bi rekel, da naprimer, da te lahko pa ta sama nastavitev bajka kar naenkrat da pa v nek začaran krog in lahko tudi zaradi tega popušiš, ker se preveč obremenjuje s tem. Ja, tudi to je pač, lahko, ne vem, greš do mehanika, pa noč naredil, pa ti nekaj reče, pač vse to se ve, ne, da Placebo efekt deluje. placebo efekt deluje, ne, tako da, ja, da je, pa si lahko preveč o tem, pa sem zgubila šožel na vožnjo, tako da dajmoš to pač tudi misli. Te kdaj jebal mokre razmere, suhe razmere, veter ali karkoli se je bilo pod tabo, pred tabo? Mogoče najbolj ta prah suhe razmere. Suhe razmere, so tudi pasje, a ne? Kadar si Ne, to še najbolj pač. Daš se vidi, da sem se še najbolj odpeljal, tudi zdaj, ko gledam. Ja, blatni so dobro odfuril. Ta suh, ne vem, te avstralske, Cairns pa to, ko smo bili dol, do Avstralija, ko je zbito vse, pa čez prah, to mi je najbolj. Saluša. Pač ni, samo enkrat ko odnese, pa ja, pa tudi ko padeš, sam pa trp. Ja, itak. Zdaj pa tako, imel si kar neki teammate, so prej rekla, ne? Se pravi, za katerega bi rekel, da je resna diva? Tale dek je kar prav bil v ekipi, no, pač on je bil. V kakšnem smislu? Ja, tako, zelo je bil sproščen, nas se ni sakiral, ampak ja, kar se tiče nastavitev, je bil pa tudi dosti zahteven. Pa ja, res smo, tudi to let, ko smo bili skupaj, res slušali. Še Rudi, ta Kabiru je bil s Francije, tako sproščena ekipa smo bili, v Dejči Factory v prvo leta, ne. Tako. To sva predstavljala na prvi zasliševalnici, tako da. Tako, to pa pol še bajk. Ok. Z tistih časov. To je pa bajk iz tistih časov in ta bajk si meni prej rekel, da ga pa ne boš nikoli prodal. To ja, predskaj sem ga dobil, se rekel, da ta ne gre v prodajo, niti en del ni šlo dol in tako tudi ostalo, ker je bil sestavljen, tako je. Tako da. Kam ga boš dal? Bo zaenkrat je gor v sobi, pa ne vem, pa bo videl, ne, bo en mesec me sigurno najde. Ena velika dnevna pa gor na steni, pa v delavnici. Delavnica, po mojem, kakšna takem, tako da. Pa kaj dresi zraven, pa čelade imam to, pa bo na nekaj služi. Krdej, ker to so kot deli. Še placa ni je. Ja. Mi pa povej, če sva lih kole pri bajkih. Dale ti je zakaj si se odločil za tega? Ja, to je v bistvu edin bajk, ki sem ga dejansko pač kot Sport Champion sem ga dobil, ne. Pa tudi, ja, pač je v bistvu prvi bajk, da sem ga celega dobil, pa sem rekel, ne, ta ostane. Če bi pa zdaj prišel čez vsa leta, do zdaj, kjer bajk je bil tvoj najljubši? Kaj za furat? Za furat. Tako? Ja, ta Vinci ta kot tipo, res. Dejansko? Ja, dobro se pelo, res. Pa stroj, pač no, to, karkoli, to ni nič z njime, to smo sam furat, to res stroj bil. Ok, se pravi, kaj je bila največja razlika med Junovićem pa med tem? Tako, kaj bi rekel, ko si ga začutil? Vsaden konc je tako dosti bolj, ne vem, nekaj pa sem prišel, to bolj je bilo, je res let, kasnej pa skira. Se pravi, ti ni bilo več panike, ker si bil sred sezone takrat, prototipa? Ma je takrat je ona korona let, so nam jih poslali, smo šli v Maribor testirati, pa smo šli pa v bistvu en mesec pred dirki je dek pršel, pa smo bili 14 dni po Avstriji hodili. Ja, u nas je bil res en tak let, da smo res smo se imeli cajt pripraviti. Ker so bili te, po prvo let smo pač dobili bajke, glih pred dirko, vse je pač 20 ni bilo robe, ni bilo unga in pač je bil en tak kompromis spodnjo let, ko je bilo pa vikom 2020 korona. So pač one bajke dobili, smo šli, ne vem, ja res, po 2 tedna smo bili gor v Avstriji, pa smo šli na te dirke, da smo res pač šverstura. Še hudo. Zdaj, ker nisi sponzorsko več obvezan, mi povej, RockShox ali Fox? Pa, zdaj to je zelo težko, ali na delovanje, ali po tvojih to, kaj te spominja stane. Ne, kar da je delovanje. Delovanje po mojih Fox, to, kar je po skrivini, sem bil povedal z RockShox, tako bolj, ne vem. A res? Bolj taka, spominje bi boljši RockShox. Se pravi, z obema se pa da. Z obema se da, pač. Ni to,
bo vse so zdaj živili, se to bo dobre, da Težko jamraš. je pa to enih klikov, da vsak pač dejansko... Sploh pri Foxu, RockShox je bolj simpel. Te je kaj zajebavali, naprimer, ko prideš, včasih ste bili na Maxisu, pa ste bili pa zadnja leta na Švalde. A te je to kaj zajebavala ta... Pa mene, te gume sem pa res, eni vsak štoflec občutil, jaz pač ne oblog. A čakaj, kakšne sem čutil, da se malo bolj zvijajo, pa Švalbe, kakšen pač smesa, ne. Na vse to posodila vsaka znamka, en model, pa ta specifičen, to je to drugače, pa ni neki, da bi rekel, da se nikak. Pač Maxis se mi je zdaj pač bolj obstoj, kot pa vse. Zdaj pa tako. Ena ptičica, pa me ti popravi, če je to res, mi je povedala, da si mi ti vmes povabilo tudi v MS Mondraker oziroma ena to ekipo od MS-a. Ja, takrat po 2017 smo se pač glede opcije, jaz mislim. A je bila to edina opcija, taka huda, ali je bila še kaj? Ker jaz ne vem. Kar mi ne vemo! To pač, kar je zdaj še od teh večjih ekip, je tako v bistvu, ja. Tega, pa ja, ne, težko je tudi kot en Slovenci, ki razsvečajo. A ti je zdaj, če pogledaš za nazaj, kaj žal, da nisi šel kaj? Ma ne vem, to so vsaki ekipi, ki so po plusi pa minusi, tako da ne, po moje, da bi so ne bilo čisto rejo. Zdaj je bilo pač fajn, v Sloveniji smo štartali, skozi to tekmovalci smo vedno ful dobre, no. Tako da ne, vse zdaj le bo čez se pa. Ti je bilo. A bi mogoče v tej ekipi, ki si pa bil vsa ta 10 let, da bi kaj spremenil? Sigurno so stvari, ne, sam so tudi povezane i z budžetom, i s vsem, ne, tako da popolnoma no idealno nikjer. Tako da ja, vse so bila prej, če mu zadevno loto, bi pa mogoče idealno bilo nekaj. A pa je kakšna stvar, ki bi jo mogoče izpostavil, da bi jo spremenil? Kaj za nazaj? Ja. Kaj pa vem, ne, zdaj mislim to razmišljal. Težko rečem. Dobro, v redu. Vozil si v krogu, bil si top 30, to je una posebna klasa, ki imate še malo več treninga. Okrog sebe si imel same superstarje. Kdo je bil tvoj najboljši, kdo je bil tvoj bog, ki si ga pogledal na stezi, pa si rekel, fakt, ta pa res dobro pele? Da dobro pele, kaj pa vem, bolj to tako osebnostno sem vedno te gledal, nekako je šlo, pa to je pač Greg ljubil vedno denarom. Minar. Tudi po višini so bila tam sva pogovarjali za moj. Da ne rabiš dol gledati, a ne? Ne, pač Greg je tako res skoliran, tudi zdaj, ki je Pinkbag pač objavil, pač v zaključku je komentiral. Dejansko, res je dobro, res je lepo napisal. Ono ti kar malo pa solze pa teče, ne, tako da ja, pač Greg je tak res ljudi. Good guy. Good guy. Enega sicer ne marajo. Tudi Bron je tako zelo sproščen, vedno pozdrav, on tret, tako da ja. No, ampak tak komentar, ki ga je na primer Greg napisal, da je pogreje. Tako, skoraj da kupaš nazaj bajk. Pa tudi Brun je enkrat v intervjuju rekel, da se res dobro peleš. Si videl ta intervju? Sem. In kako se tako počutiš, ker ti pa, to so pa v bistvu zadej... Pa že kar imena do zdaj, tako da, ja, dejansko pač ja, v tem deha krogu so dejansko res velik procent ljudi, tudi ne samo v svetovnih pokalih, dejansko cel ta community od mountainbike je res pač. Ste ena velika družina. Ma ne, sproščen folk, posod, tudi se greš na bolj, pač vsi so res normalni, tako da, zdaj je tak šport, ne vem, da se prvak tako normalni. Kako pa zdaj ti komentiraš, kam pa gre deha zdaj v to z dvema finaloma ali semifinale, finale, kako pa... Bolj mah to, ne vem, nekaj nasprejela, sam ja, gre zdaj res na uno, verjetno bo čim bolj zreducirala, ne, sam ja, se pa poznati, kot sem prej rekel, ne, pač v stotinki se gre, ne, kaj ne moč verjeti, pa še bolj bo šlo. In dejansko, ja, vsi bojo mogli biti na 120%, pa še več,
tako, kot se zdaj pozna. Piron en let zmanjka, drug let ga cel let ni, pa spet zmaga, pa z njim, pač to se bo dogajalo. In tega bo že vedno več, ko bo pač vsi šli in 120 posta pa več. Zdaj pa tako poškodbe. Imel si jih kar nekaj. Da jih lahko naštejo. Kje je bila najhujša pa usodna zate? Glede na rezultatsko, ja, mogoče tale zadnja je bila kar dolgo, rama. Kje si jo odbil? Prav lev gang sem odbil, sem pa štacijske strgal, tako da v bistvu se v operacijo, pač v enem tednu se operacijo, se je zboljšal, pa ja res, traja, jaz pač jaz sem rekel, to 6 tednov ne smeš premikati, pravi, jaz vedno, da so rekel, da vidite, da so kolgija, kar nekaj ti pa še poslušal, Imaš še rezerve? Malo rezerve, pa gasa, ne. Sam ja, ta pač nima zebacije. Tudi pač po pol leta, ko sem še te pač želez nota, ne. To pač sam na hrbtu sem spal, to je to. Pač lev bok ne, desen bok ne, sam na hrbtu, pa te že res dejarje. No, pa smo to ven dali, zdaj pač super. Zdaj pač ni problema, pač ja, res super. Kaj pa prst, enkrat si se soočil s skalo? Ta je moj najbolj problematičen za, se pravi, takrat se je najbolj nakajpat prvo leto factoring in tret pa ja, prst je pa še zdaj je pač kakršen je. Kaš v kamera. A ga lahko? Ne, to je tvoj maksimum. Dober štrcel imaš. Tako da ja, to so tam na Podmeji, glih smo dobili, ja, glih let smo glih sestavili te 20-nare, pa sem jih dobil predložil, pa smo šli testirati tam, da pač dejansko pa nas je res malo prav pozim, da lahko furaš, res. Še tam na Podmejo, imel za punce redni šatlo, nekaj to je čez teden kot kofe, klesar, moš nekaj najdete enega, da te lahko čez teden, ker se rešite šatla, ne, sem ga dobil. In ja, in sem pač nek sam založil kolo na enem off-cameru, pa je bil pač malo zaraščen in se sam pač zadeval eno skalo, odfuram naprej, se pač ustavim, pač ja, sem tega videti nekaj čudnega, ne, tako pogledam in ja, pač odprt zlom. Odprt zlom. Ja, pa sem sam dol prideti, do polnice, pa sem oblana dati, pa operacije, tako da kar trajalo vse skupaj, pa še 2 posledice. Pa vidite, da se je pač najbolj nahajpan se je pač takrat, da bom res pač factory, ki pa bajke leto, a ne pač jaz si jih to zgodili. Kaj ti je najbolj žal? Ti imaš kakšno obžalovanje, bi kaj spremenil drugače? Pa, kako povem, zdaj težko reči vsak, pa kjer let pa kaj, veliko tega se ne bere malenkosti, sam no, ampak izpostavil. Ja. Kaj povem, kdaj sem se ja, mogoče jih pol pred zaletavo, ko mi na kakšni progi ni šlo, a ne. Pa pač hit prije za poškodbe, kad te pač res pol, kad prije poškodba, pa res kar nekaj cajta in dirk se bišem. Tako da sploh zdaj pri mladih vidim teh v 15, pa to tako dejansko zdaj ni nič pomemben, pa se toliko med sabo grejo, da se pol konkretno razbijajo, da res ni vreden. Jaz takrat v 17 se spomnim, kot je bil Vančič še, jaz takrat sem bil pač Škvrginc, je bil Kevin, ne, Lukata brat. Jaz sem pač vedno tam bil drugi. Pač dejansko pri teh letih to res nič ne pomeni. Ti zmagaš, si drugi ali peti in brez vede, da se fanti pri teh letih to terajo. Tako da boljš, da v miru grejo naprej, pa ko bo kaj pa pokažejo. Pismo, to je pa zanimiva trditev, ker bi pa rekel, da je že toliko šponan, da bi že mogel nekako človek biti izoblikovan do 18, pa sam šponati naprej. Dejansko pač ja, meni se zdi, da zdajle je še toliko pred njimi, da morajo res čutiti bajk, furati, da pa ne rabijo se sekirati, ali se prvi ali drugi ali gledal. Kdo je po tvojem mnenju naslednji Jure Žabjek? Ja, to je težko zdaj reči. No, ampak ne, imamo jih kar nekaj, ne, zdaj mladih. Sigurno, kakšnega jaz tudi ne poznam, pa ga mogoče se le izpostavil, da me kdo užaljen, ampak ja, zdaj sta Max pa Žbe, mislim, da ta prava kandidata, pa sigurno še kakšen kajat, kot sem rekel, ga ne poznam, ko še sprejeli na te mlajših kategorij, ampak ja, sigurno bomo dobili kazaj, pa bo uspel. Ampak lahko kar bojo imeli kar velike škorne za zafilati za slovensko sceno. Ja, sploh zdajle, ne, to bo dejansko res ta World Cup zdaj res kar da špona. A si kaj vesel, da si počasi malo zaključil kariero? Pa malo razmišljaš, ja,
tele poškodbe, ti pa kar neki cajt, da je zdaj razmišljal, sploh tale zadnja medala, pa se pa vprašaš, pa kaj, kako še energije, a je to in pa ja, po nekaj tvojihom točemo od važnega vsega in poškodb in vsega. Da še kaj drugega v življenju. To si lepo povedal. Ja. Ampak tako, zdaj pa če potegneva črta, bil si 10 let, ok, kdaj si dobil plačo vmes? Ja, mi smo bili vedno tako, pa zdaj, da bi imel sem pač določen budžet od ekipe, pač ja, proboj teh bajkov in pa si pač tu mogel se zapakirati, da si pač rekel, da to mi pa plača. In ko je ni kar tako, da tle imaš denar, pa da je trošen in pač to bi. A pa bi si kdaj želel, da bi bilo tako? Ja, sem vedel, kako je bilo čisto redo. Je bilo? No, vse to, važno, da si tukaj zadovoljen. Ampak, naprimer, nekdo, ki bi bil na tej lestvici, če si se kaj kdaj pogovarjal, bi imel že kar konkretno plačano? Ja, tako pač, te tujci sigurno imajo bolj uveljavljena imena, pravi ne, približno enega proizvajalca Pleska, imajo to ekipo, ne, siguren, pa en tam več denarja za enega tazga namenu, ko je v zunaj države, pa to ne. Srečo v Sloveniji pač saj ene, dva brenda, ko pač to lahko zdaj to slovensko ekipo fura, ne. Pač tega ne bilo, pol žal po moje, bo kar velik, kar težko jetno na svetovne pokale. Zato kar tam en, ne vem, specialist kar vzel od lepega, pač je težko na to računati. Daš pa zdaj sam investiral 100 € v to, je pa tudi, drugače. je pa tudi pressure na tebe, da bo šlo. Tako da imam na sreč vsaj eno ekipo, ki te lahko nekako porine na svetovnem pokale, ne. Pa ti da neko platformo za naprej mogoče. Pa tudi je dejansko bi s tem lahko dal special. The best. Ej, zdaj mi pa povej še, pa sem te hodil vprašati. Aha, zdaj pa tako, sprav, haru si od leta, deva reč, 2012, vse do zdaj, bil si res uspešen in zraven še študiral. Kaj si po izobrazbi bil? Trenutno po nazivu sem inženir. Inženir česa? Elektrotehnike. Ampak še nisi zaključil? Ne, nisem še. Zdaj izpite pa to že imam, sem prav še magistrsko zdaj delam, tako da imam že 2 strani, tako da še malo. Da pišem zdaj magistrsko, tako da bom pa magister energetike. Čestitam. In kako težko je bilo to študirati še ob takem tempu treningov, treniranje nasploh na bajku, dirki in tako naprej? Meni ni bilo dejansko itak, pač odtreniraš, pa imaš pa frej, lahko pa si cel v telefonu, pa imaš 100 aplikacij od TikToka, Instagrama, Facebooka, pa si pol depresiven konec dneva, pa pač nekaj delaš z mislimi, ne, pač ja, pač meni je bilo to čisto v redu. Izpiti so mi vedno šli, pač problem je bolj tele magistrske pisati, to je vedno slab, je vsake deli. In kaj bi priporočil zdaj, veliko mladih se odloča, da sploh ne bi šli v šolo, kaj njim ti priporočaš? Kakšen je svet? Je treba eti vsem, pač moraš imeti določene izobrazbe, pa še to drugega, pač dobiš določene navade, ki pač rabiš v življenju. Sploh je pa zadnji cajt se vidi, sploh pri mladih, čisto preveč teh aplikacij od teh socialnih omrežij, jaz pač ja, zdajle kar pač povem, da jaz pač kak mesec kar prišel vse skupaj imeti. Vse prav, imaš itak možgan okopiran lahko na vseh konc. Pač ja, pol ugotoviš konec dneva, kaj si naredil, pa si sploh zadovoljen s tem, pa je tako ugotoviš, da si sam še bolj depresiven in to je to. Pa butast. Jure, zdaj pa povej še to. Včasih bi človek rekel, da človek iz Ljubljane ne more ratati tako dobro v downhillu, ker pač nima nekih pogojev. Golovec ti je dal res hudo bazo. Kje si pa pol vozil? Kako si se klej izpopolnil? Kje ti to vidiš? A res rabiš zdaj imeti bike park za bajto ali očitno ne rabiš? Dejansko Slovenija je itak tako majhna, da ne vem, nismo v glih Ameriki, da si tam nek sred New Yorka, pa Slovenija je tako majhna, da dejansko imaš, ne vem, posod, če si lahko speš v downhillu, se mi zdi, no. Imaš krvavec po ure stran, tako da ne vem, mislim, da to ni ovira, iz katerega konca Slovenija silom. Spravo eni preveč jamrajo. Boboč. Nično. Ok, Jure, zdaj pa tako, zdaj greva pa na vprašanje fanov, ki so na Instagramu vprašali Jureta, kakšno vprašanje, ki ga mogoče midva nisva. Tisti, ki ste pa vprašali, kaj, ki sem že vprašal, pa pač te bomo postavili. Ok, zdaj pa tako.
Žigec P, a kdaj furaš po Orlah? Orla. Kaj, na Orle grem kdaj, ja. Sam pač ponavadi grem do Prop, Župana, takrat me to pa... Da, ponavadi grem kaj peš na Orle v gostilno, če to mišlja. V gostilno? Dober se. Dober se. Jerry Trakos, kak tip traila ti je všeč? Tak, naraven, poleg je tale na trojke, pa je to smajava. Jaz sem še zmer, kako sem bil pošifrirali, ko smo z brati gledali enka, dvojka, trojka, svoje kadije, tako da trojka. Tako da še mi, ko smo stara gara, se še tako Trojka. kličemo trojka. Odlično. Jan.Hocevar 02, preferenca coil ali air? Kora, rer, te zadeha sigurno, pa se ni boljši. Manj segrevanja? Ja, segrevanje. Boljši traction? Tako, ta del. Madar. Ok, to sva že. Max Tito, ali si že zlomil kak bajk? Sigurno se kaj zgodilo, ne, sploh, ko smo pač kaj postirali pred Da Vincijo, ne, se pokaže, kaj prototip daje, da je kaj popusti, ampak ja, dejansko potem, ne, zelo malo nismo hardcore, bolj kakšne komponente, drugače bajkov pa res nič. To je pa šlo, odlično. Loren Mohar 11, kdo je po tvojem najboljši trenutno v downhillu? Da sem že prej mislil, da povedala, se pravi, bolj naslednika, ne, drugače pa ja, kdo je pa zdaj v Sloveniji najboljši, sigurno verjetno Nuka. Ja. In čakal pa, da se vrne, kaj ga malo, pač kaj je lepo videti na bajku. A ne? Čakal pa, da se tudi kaj vrne, da je na slovensko sceno. Spet lani ga nekaj ni bilo videti, ampak ja, Ne, pa škoda. tako. Zdaj se je vrnil, zmagal Mariborom. Tako da bo to se imela dva kaj za dolžt. Se je prav. Je pa še Kalinšek, ne, zdaj tam. Malo je tam. Liter, to. Ti gledaš v to. Zvezdi so pa že prej povedali, kjer je boja pa kaj obče sedi. Tako. Ok, Štruc 62 sprašuje, kaj boš imel v jami pod bajto? V jami kot bajto. Tale bajk, evo ga. Pa drese, pa čelada, to. Zbirka. To! MTB Gaber, mogoče asfa, zakaj si nehal? Ja, tako sem prej povedal, pač sigurno poškodba, kar nekaj cajta, pač imaš za razmislek, to viš, je to še zate, ali imaš še druge cilje. Pa, In je življenje še malo več kot sam dirka. tako. Oblak Max, povej mu, da moj Canyon še zmer diši po njemu in da se vsak dan drknem ob psici. Lepo. Lepo? Lepo. Ponosen. Oblak Max, najbolj nora dogodivščina na World Cupu. Na World Cupu. Kaj pa je? Celkem pa težek še. Če moraš pa brskati po spominu, je kdo naklaufa čez polje? Je kdo petardo požar? Kdo medveda pretel? Ti pa ne moraš ga, malo kasneje. Ok. Tega. To smo. Glej, to bom vprašal, zdaj pa boš lahko odgovoril, pa ne, ali pa mi zrezal. Gašper Kodrič, ali bi sedaj po gobcu enkrat, ki je vse skup mimo? Ne, pač, kakor sem rekel, pač že spajnal enega v Sloveniji, ki ima ekipo, sploh pač, da sta dve močne firme, ki to furata, marsikaj, kakšen bo prišel, bo to rabo en support za naprej. Tako da, ko sem rekel, vsaki ekipi so plusi pa minusi. Da sem jaz zdaj bo kar dobro tle, pač izkušnje, dejansko brez ekipa, mislim, da bi on težko uspel. Šlo bi še sam na World Cup, sam ja, ti šans, pač res pač tu dobro, res let, ko sem izdekal, pa to pa od ferija, sem bil to vse mehanik, to je bilo res. Pa pač dobro si se počutil v domači slovenski ekipi. Tako je, pač res tudi, ne vem, ljudje pač so res dobro si bil pač vsebe in vse. Odlično, zdaj pa tako, Jure, se pravi, ni nobena skrivnost, da si zdaj letos naznanil konec profesionalne kariere. Ampak, ko zdaj pogledaš malo spet Maribor, pa mogoče World Cup, a te kaj zaščemi, a boš prišel še na kakšno dirko, kako lahko Jure težave, ki zdaj vidimo v povezavi s kolesarstvom za naprej? Ker koledar imam prišel, vse Mirki si zapisal koledar, tako da to nekaj
po moji strani je bilo že narejen. Zdaj, kaj več, kot to pa nisem naredil, no, tako da bajka še nimam, pa takih stvari moram pa zdaj tudi pač, ja, ne more zdaj kar na eno dirko, glava moja še zmer pač 120% pač gasa, ne, za dirke, tako da no, če zdaj na eno dirko pa uprl drevo, ne, kanom fizično, tako da vem, da pač fizično nisem v istem stanju, ne, pač takrat sem res kar nekaj treninga dol česa, ne, in v glavi pa sem na to navajen, tako da moram najprej počasi štartati. Super smart fodo. Pa vidim. Pa če zdaj na Golovce se mora gor malo pogledati, zdaj v televiziji, vsak skok greš v višino, Ne, podemfat, ne? Tako da moraš si malo spremeniti taktiko v glavi. A pa je bilo težko te pol to malo spustiti, se pravi, po 10 letih te ne bo na štartni listi svetovnega pokala. Je ti to kaj težka misel bila ali ne? Sigurno, takrat pa sem one komentarje od Minarja videl, tako te malo unažal, kakor se očeka, ampak ja, dejansko World Cup moraš biti res, sploh zadnja leta, to ni več Afrikancev, to je pa 120% res. Ekipa, vse mora res štimati, pa ja, prek sebe moraš reči, če hočeš kaj uspeti. Pač, da priješ na podium in to je to po športu tudi pri najboljših zdaj, ker pač vejo čez sebe, da pač pridejo na podium. Tudi menjavajo se zdaj fula, včasih je Bukvin, 5 sekund noč, naslednji, zdaj pa pač to enkrat sploh unka zmaga, ga ni več v kvalifikacijah, kot drugi dirki. To res. Pač, ko gledaš, to je kar zanimivo zverata. Mi pa zdaj tako, to itak vem, da ne moreš nič gledati, ampak če iz svojega kota pogledaš, naprimer, slovenski pokal te Brginske šlo neso, ne? Pa sta bila tam, ampak je pa prišel svetovni pokal, si pa ti pobegnil. Pač ja, sigurno svetovni pokal je nekaj pač drugega. Ampak kje je ta razlika? Zdaj, če ti lahko kle sledi, pa te kle naščije, kaj je pol tista... Že proge, če pogledamo, Ja. Sorca, še Sorca. Kope. Na enlice je bil z enduro bajkom, ko sem šel z DK, pa se rekel, bolj da bi šel z enduro tam. Tako da ja, pač sej, pač ni kaj, pač ja, vem, da je težko narediti v Sloveniji pokal, ampak ja, ne da kritiziram proge, ampak ja, je razlika med slovenskim progam v svetovnim pokalom. No, ampak letos je malo boljši koledar. To sigurno, ne. Sam pač vsaka dirka, ki je, smo res super, da je, ne. Da moramo zdaj kritizirati, kak pokal je, ampak ja, na mladi vsi bojo začeli slovensko pokalo, ne morajo zdaj še tega vzeti, kaj boš in pa pet na svetovni pokal, pa se tam uča. Tako da, takrat, ko sem jaz začel, sem imel 10 dirk, to je bilo oranga dirka, ne. To mora pač ostati čim več dirk, da dobi izkušnje, AXS se furati, to pač mora biti čim več tega, pri nas. Je pa pač, ja, razlika že v progah je, ne, recimo, tam so daljše proge, konkurenca, da lahko tudi priješ na slovensko dirko prej, vsak let ista proga, pa če lahko se naučiš. Tam pač ni tega, tam imaš ti 2 ure treninga, če imaš srečo, če v Lourdes pa smo naredili 2 ure pred kvali. 2 ure pred kvalijo? Prvi dan 2 ure, drugi dan 1 ura, to je to. In na polno? Pa imaš kvali, pa je pa tudi to. Koliko pomeni je pa polkle ogled proge? Ja, ogled proge je, plus tega je še spreminjanje proge, ne, ker dejansko to 200 rajderjev, ki niso glih nežni, ne, pa vreme. Tako da Lourdes, pač ja, to je čist drugo, pa je slovensko. Pa ti greš lahko tle, ne vem, Maribor, vsi furamo vsak vikend. To je res. Kranjsko tudi zdaj je, če bo se, to bi lahko vsak prej študirati, pa je to. Tukaj pa takrat mi Kenneth dol v Avstraliji. Kaj je šel, ja, sem še vedno mu ni pomagal. Ja, pa ga pač ja, sam ja, je bil v palih drugi ali prvi ali kjer. Se danes študirati. World Cup je pač nekaj drugega. Povej mi še, Jure, v enduro te pa nikoli ni potegnili. No ja, to pa na srečo ne. Na srečo, bravo. Zakaj ne? Ma ne vem, takrat pa povem skozi. Dobro mi je šlo, po moje, od DH in da, sploh nisem nikoli pomislil na to. Pa če en tak lep šport, sitak zdaj pač v kolesarju je to nekak enduro, ne bojo pogledno, što greš z bajkom. Saj za dirkat mi pa ni bilo, sploh te slovenske, ki so bile, kakšno sem šel sam, tako kot prej, sem rekel na DH. To je bilo, sploh vem, kaj je brat to dirkat, vsi so hodili 1 mesec prej, vse naštudirati, pa na koncu še sekajo vinke, pa se nujno zdi hiter tek. Pa en tam poseka, pa ne vem, zato je tudi mojega brata takrat dosti minilo. Ja, ne, pa se to, jaz isto... Pa da biš tam na koncu pa veš 2 gume, ti pa tudi doma zdi, ne, sej ne greš kaj zaradi nagrade, ampak ja, veš, da si hiter, pa tam folk sekal vinke, pa ča.
Zdaj pa takole, kakor vidite na kameri, sonce gre počasi dol, s tem tudi najin intervju. Jure Žabjek, par vprašanj še za konec. Kje se Jure Žabjek vidi čez 10 let? Čez 10 let je bajkon še zmeraj, tako da bajk mislim, da bo skozi pri meni pač gorsko prav. Tako da to ni dileme, ampak pač res dejansko je res lep šport. Ko grem pač zdaj v službi pač na bajk, to je res pač užitek. Zdaj čez 10 let pa ne vem, pač je bajko še zmer, pa ne je videl. Kaj pa poslovno? Poslovno je pač firma je družinska, sigurno zdaj pač je tudi tam dosti alergije, sigurno je zdaj pač prej bilo v treningu pa to, zdaj pa pač tam to več energije se pa dalo, pa se že da. Povej mi, komu se imaš res zahvaliti ob tem koncu kariere? Tega kar veliko, težko reči, od, ne vem, šolca iz osnovne, ki me je povabil na prvo dirko, do Bajde, ki si pač prvi klub. Pol Tine, ki me je pač nekako dal opcije, da so šel na prve te AXS-e, pa naprej pol z ekipo po svetu. Da vsi pač tudi Grega pol zraven Tineta, pa vsi mehaniki. Božiček je pač vedno tle v mene, vedno verjel, med prvimi, da bo pa z mane ratal, pač on je bil od same prvi mehanik, prvi do konca. Jure Božič je bil tvoj mehanik? Pač vmes kakšna leta ni bil, sam pač recimo, ko sem junior je furil, ko si bil top 3, četrti sem bil, mislim, da junior je takrat v Leogangu, pač je on bil z mano, pa tudi zdaj na koncu najboljši kart, tako da tudi evropski borak, to se vse skupaj delal. Pol Freri je en tak tam prav sprostitev, pa tako res se potrudi, če magar da spijo, da je vse spegla, cude, vse je zrihto. Ne smeš pozabiti, če imamo očeta na brate? Tako, pa trenerja oba, Andraž, Ražipar, sigurno je ta še dosti ljudi, ko mogoče si jih zdaj ne pove. Kakšen nasvet bi dal Jure Žabjek? Vse nekaj si jih že povedal tekom intervjuja, ampak kakšen nasvet bi dal Jure Žabjek mladim nadobudnežem, ki zdaj tebe gledajo in hoče ratati ti? Tako kot sem rekel, pri 15, 12, zdaj vsi ful prej to začenja. Se vidi, da ni to važno, zdaj zmagaš le slovenski pokal, ali ne, a si zadnji. Pač važno, da si naberejo izkušnje. Ali je važno, da bo polka v svetovnem pokalu skaže. Zdaj vsi že skirati, pa se, če bo en zmagal, pa ne en drugega, ampak zdaj furati, pa izkušnjem čim več dirk in to je to. Jure Žabjek, najlepša hvala, ker si vzel čas za tole zasliševalnico še enkrat. Za konec kariere se mi je zdelo fajn, da se še takole podruživa. Hvala ti za vse te momente, ki smo kričali, navijali na teh TV zaslonih zate. Meni je bilo to noro, ker videti Slovenca v top 10, to je bila za nas vedno znanstvena fantastika. Pa definitivno se bomo videli še kaj na trailih, pa upam, da prideš na kakšno dirko. Tako je, kot se reče, po koledarjih sem napisal datum, zdaj pa vidimo, moram še po 20 sestaviti, po pol 8, to pa vidimo, meč čo ne reči. Hvala za povabilo, se vidimo kaj na bajk. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Lajki, šeri, subscribi, v komentar napiš še tist, kar si ga mogoče mislil vprašati, ker niso obdelala. Še Jure ne gleda, ker po mojem ne gleda, bom jaz v njegovem imenu odgovoril. Tako da imamo to. Se vidimo v junijski izdaji zasliševalnice.